Dober dan, dober večer, moje ime je Tanja Tamše in sem predstavnica danes centra Nordung. Torej, spoštovane in spoštovani gostje, poslušalci in seveda še posebno topel pozdrav gospodu Premzlu. V veliko čast nam je, da vas lahko danes gostimo in da ste pripravljeni z nami deliti to res zelo pomembno zgodbo. Saj naša institucija obstaja zaradi Potočnika in seveda zaradi vas, ki ste njegovo življenje tako temeljito raziskali. Razstave v centru Nordung se pričnejo z razstavo o življenju in delu Hermana Potočnika Nordunga in ta razstava je zasnovana po vaši knjigi iz leta 2014. Torej, nadaljujem pa se jo naše razstave s predstavitvijo slovenskih podjetij, ki delujejo na področju vesoljskih tehnologij. Nadalje predstavljamo tudi evropski projekt Kopernik, ki s konstelacijo satelitov spremlja spremembe na Zemlji. Zelo ponosni pa smo na trenutno najbolj odmevno razstavo o Luni, kjer je še do konca aprila letos na ogled tudi kamen z Lune. Torej, ob postopnem odpiranju meja in regij vas seveda tudi prijazno vabimo, da obiščete naš center in razstave, še prej si pa lahko več o teh razstavah pogledate na naši spletni strani. Torej, nekaj besed o našem predavatelju. Gospod Primož Premzl je založnik, galerist in zbiratelj, ki je študiral na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer fizika. Poučevanje fizike pa je kmalu zamenjal za svet umetnosti. Torej, njegov umetniški kabinet deluje v Mariboru in v 28 letih je izdal kar 53 del, predvsem s področji domoznanstva, kulturne in umetnostne zgodovine ter etnologije. Pod okriljem njegove založbe je med drugim izšla prva umetnostna zgodovinska monografija Maribora. Za potrebe Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je izdelal in izdal vodnik po Mariboru ter katalog razstave Nemci in Maribor. Poleg njega je pozornost namenil še drugim posameznikom, ki so povezani z Mariborom, na primer generalu Rudolfu Maistru in pa seveda našemu Hermanu Potočniku Nordungu. V umetniškem kabinetu pa je živa tudi galerijska dejavnost, torej gospod velja za poznavalca likovne umetnosti in v njegovi ponudbi so likovna dela tako tujih kot domačih avtorjev. Za svoje delo pa je prejel tudi Glazerjevo listino leta 2002 in 2012, ki jo za posebne dosežke na področju kulture podeljuje Mestna občina Maribor. Leta 2020 pa še Šventnerjevo nagrado za življenjsko delo za posebne zasluge na področju založništva. Še kratek napotek za vse naše poslušalce. Torej, vprašanja bomo odgovarjali že med samim predavanjem, vendar vas prosim, da jih zapisujete torej v chat box oziroma v okvirček za pogovor. Tisti pa, ki boste lahko počakali do konca, bomo pa potem tudi izklopili mikrofone in se boste priključili debati in diskusiji z gospodom Premzlom. Sedaj pa je gospod Premzl, beseda vaša. Lepa hvala, vse prav lepo pozdravljam. Naj povem, da se, kot je bilo že povedano, z domoznanskimi vsebinami ukvarjam tako rekoč 40 let, najprej kot zbiratelj, večinoma stvari vse na temo Maribora in bližnje okolice in seveda na osnovi tega zbirateljstva je pol tudi sledila ta moja založniška pot, kjer se sva veliko teh artefaktov, ki so bili zbrani, tudi se kasneje so objavili v teh publikacijah. Moja obsesija je, kot rečeno, Maribor in seveda v nekem trenutku, ko sem kar nekaj tem z področja Maribora obdelal, se mi je pa zdelo primerno, da se pa tudi začnem ukvarjati z posamezniki, ki so v tem okolju živeli, ali vsaj del življenja, ali bili tu rojeni. Na tak način je moja prva obsesija bil viceadmiral Wilhelm von Tegethoff.
kateremu sem tudi izdal pred 5 leti obsežno monografijo. Še predtem pa seveda sem tudi naletel na ime Herman Potočnik Nordung in podatek, da je del življenja, skratka otroštva, preživel v Mariboru. Za uvod naj povem, da me je v poznih 90-ih ali pa v začetku tega stoletja zelo pogosto obiskoval gospod. Bil je profesor ustavnega prava in na ljubljanski in na tudi mariborski pravni fakulteti. Vsakotedenska predavanja v Mariboru je nekako začel v mojem kabinetu, ki sem ga imel v tistem času na Grajskem trgu v Mariborskem gradu, in on mi je veliko razlagal o Hermanu Potočniku Nordungu. Skratka, povezavo njegove familije z njim, in seveda z zanimanjem sem te zgodbe poslušal. Je pa želel, to se je seveda dalo zelo hitro ugotoviti, manifestacijo te familiarne povezave z njim in z Vitanjem, kjer je bil rojen njegov oče, skratka oče tega gospoda, ki me je obiskoval. Druga povezava, ki me je napeljala na raziskovanje Hermana Potočnika, pa je bil zelo zanimiv mariborski novinar Aco Pasternak, ki sem ga pogosto srečeval v kavarni Astoria tam leta 2006-2007, in sva veliko kramljala. Žal premalo o Potočniku in o tej zgodbi, namreč Aco Pasternak velja za človeka, ki je v času, ko je bil ta prvo potovanje na Luno leta 1969, napisal serijo 3 obsežnih člankov o Hermanu Potočniku Nordungu in tudi iskal povezavo z Slovenijo. Skratka, do takrat tako rekoč nihče ni njega skratka imel za Slovenca, in hkrati, da bi nekako bolj obširno ga predstavili. Do takrat je seveda vedno se govorilo o Hermanu Nordungu, psevdonimu, s katerim je tudi izdal svojo edino knjigo, in naenkrat se pojavi to ime Potočnik in seveda vse skupaj je zvenelo zelo slovensko, in zaradi tega je seveda tudi se je začel ukvarjati z raziskovanjem Potočnikovega dela. V glavnem, to sta bili 2 taki spodbudi. Hkrati pa, kot rečeno, ta gospod, ki me je pogosto obiskoval, sem videl, da želi nekako malo zabrisati to sled Potočnika povezano z Mariborom. In to je bila glavna spodbuda, da sem se enostavno začel ukvarjati z njim, začel zbirati arhivske podatke. Hkrati pa je seveda prihajalo vedno več informacij o tem, da bo se v Vitanju gradil Nordung center oziroma center posvečen Hermanu Potočniku Nordungu, in vedno več nekih dezinformacij povezanih z njegovim življenjem. Skratka, to je bila ena velika spodbuda, da sem začel res, ne bom rekel strastno, od Pulja, kjer je bil Herman Potočnik rojen, do Dunaja, kjer je umrl, pisariti na vse mogoče arhive in zaprositi za arhivsko dokumentacijo, in na osnovi tega sem pol poskušal tudi na koncu sestaviti nekako njegovo življenjsko zgodbo, resnično s pomočjo arhivskih virov. Predlagam, da gremo kar na to prezentacijo, ki je pripravljena. Skratka, to so poglavja, po katerih je
je tudi se nizajo besedila v tej knjigi. Prva izdaja te moje knjige, Herman Potočnik Nordung, Življenjepis v besedi in sliki, je šel leta 2013, leto dni kasneje pa še druga dopolnjena izdaja. Uvodnik z pomembnostjo njegovega dela je pa v uvodniku zapisal dr. Sandi Sitar, ki je tudi velja za pisca spremne študije prevoda Potočnikove knjige, ki je izšla leta 1986. To zgodbo bi začel kakorkoli v Vitanju. In sicer leta 1809 je bil v Vitanju rojen Franc Kokošinek. To je bil dedek Hermana Potočnika po mamini strani. Rodil se je v družini gostilničarja, skratka v relativno zelo premožni familiji, ki je imela v trgu Vitanje veliko gostilno. Vitanje je v tistem času veljalo za zelo pomemben kraj, zaradi tega, ker so vse poti prometne in trgovske iz severa proti jugu, iz Šaleške doline oziroma iz Meslinske v Šaleško in obratno, šle vse preko Vitanja. Zaradi tega je ta kraj bil v tistem času zelo pomemben in tudi iz perspektive moje ene zelo pomembne tematike, to so Slovenije, Štajerske vedute. Lahko povem, da je Vitanje v tem času do 30 let 19. stoletja bilo izjemno pogosto upodobljeno na vseh mogočih grafikah, grafičnih upodobitvah, kar je seveda dajalo vtis pomembnosti kraja. V tem kraju je tudi so delovale Fužine, ki so bile v lasti posestnika Jozefa Steinauerja, in omenjeni Franc Kokošinek, Hermanov dedek, je šel na študij prava v Gradec. Ko je ta študij zaključil, je po praktičnem izpitu v Celovcu bil imenovan za upravnika teh Fužin in to delo opravljal do leta 1842. Zmes se je zgodilo to, da je po zaslugi nadvojvoda Janeza v letih 1826 do leta 1829 bil narejen preboj skozi Hudo luknjo, kar je pomenilo novo, skrajšano in olajšano transportno pot med severom in jugom, in v istem trenutku seveda so Vitanje postale tako rekoč slepo črevo in odrezano od sveta, pod narekovaji seveda. Skratka, teh transportnih poti enostavno več skozi Vitanje ni bilo, saj je bilo seveda potrebno tam kar neke vzpetine in klance preseči, da se je prišlo seveda iz severa proti jugu. Nekaj podobnega se je zgodilo v Ptuju leta 1846, ko se je zgodila južna železnica in je naenkrat Ptuj, ki je v srednjem veku bil mnogo pomembnejši od Maribora, izgubil vso veljavo in je seveda vse se dogajalo v Mariboru. Skratka, kot rečeno, leta 1842 je z familijo, z ženo, ki jo je spoznal na študiju v Grazu, se odselil, mislim, da je že imel tudi prvorojenca, se je odselil iz Vitanj v Maribor in postal okrajni komisar gospoščine Grad
v posesti grofa Brandisija, to je pa bil lastnik Mariborskega gradu in tudi velikih gospoščin v okolici Maribora. Leta 1849 je to službo zapustil in bil imenovan za komisarja na novo ustanovljenem okrožnem glavarstvu v Mariboru. Skratka, zdaj sem mogoče predolgo imel to prvo veduto, Vitanj, v glavnem tu tudi lahko vidite še druge podobe, še eno podobo iz prve polovice 19. stoletja. In pa tudi to fotografijo gostilne, ki je bila v lasti familije Kokošinek. Sicer je fotografija iz 20. stoletja, ampak sama hiša kot taka se v podobi ni kaj dosti spremenila. Preskočil bi mogoče v tem trenutku, ker je pač na tej prezentaciji en portret tudi, in sicer to je eden izmed sinov Franca Kokošineka, to je Gustav Kokošinek, ki je bil odvetnik na Dunaju, v Grazu, in tudi ko je Herman Potočnik začel hoditi v nižjo vojaško realko v Bad Fischau, je bil njegov tutor oziroma tisti, skrbnik njegov. V glavnem, ta gospod je zelo pomembne funkcije opravljal, bil je tudi predstavnik mariborskih Nemcev v Dunajskem parlamentu in s tem seveda bi morda tudi bilo pomembno povedati, da je seveda družina po Hermanovi mamini strani bila precej nemška, skratka, ne bom rekel ortodoksno nemška, ampak zelo nemška. Preklopimo kar na Maribor, ki sem ga že omenil, da je Franc Kokošinek z familijo prišel leta 1842. Leta 1854 se v Mariboru rodi Marija Kokošinek, nekateri so jo klicali Marinka Kokošinek, skratka Hermanova mama. Rojena je bila v Graškem predmestju. To je del Maribora, tisti, ki ga poznate, vzhodno od Mariborskega gradu proti železniški postaji. Kljub temu, da sem ne vem kolikokrat bil na zemljiški knjigi, poskušal najti hišno številko 241, namreč takrat še ni bilo ulic, ampak je samo bila določen predel mesta, je imel številke od 1 do 300, 400. Mi žal ni uspelo najti hiše, v kateri je bila rojena. Tu je tudi portret Hermanove mame. Skratka, ta portret sem po naključju pred leti našel, in sicer v Angliji, kjer je živela nečakinja od Hermana Potočnika, Mary Boyd, ki je pred leti umrla, in po nekih okoliščinah se je ta portret in seveda tudi edini portret Jozefa Potočnika, Potočnikovega očeta, pojavil na spletu, in to je, skratka, bilo zame veliko presenečenje. Nekaj mesecev po rojstvu Marije Kokošinek se je familija preselila v Slovensko Bistrico, kjer je oče postal pa komisar na Slovenjebistriškem sodišču. Tam je tudi mama preživela svojo mladost.
Tu zdaj zmes mogoče malo preskoka naredimo, preden predstavim Hermanovega očeta. Namreč, ko sta se spoznala, kje se seveda ne ve, sta se poročila v Slovenski Bistrici 7. marca 1875 in mislim, da je že bila na poti prvorojenka, ki je bila kasneje rojena v Vodnjanu pri Pulju, kjer je bila takrat mornariška bolnišnica. Da zaključim morda zgodbo Hermanove mame. Po tem naslovu, kamor se je Hermanova mama z otroki preselila iz Pulja po očetovi smrti, so kar nekaj časa živeli na naslovu v sedanji Poštni ulici, to bom kasneje prikazal to sliko. Je potem, ko so se vsi otroci odselili, vsak je šel svojo pot, se je mati na koncu preselila v Schillerstraße v Mariboru, to je sedanja Gregorčičeva ulica, kjer je tudi umrla leta 1918. Tu je na desni strani tudi prikazana osmrtnica, ki je bila objavljena v Marburger Zeitung in takrat nekaj dni zatem je tudi bila zapuščinska razprava in te zapuščinske razprave so se udeležili vsi otroci, vključno z Hermanom in morda pol na koncu samega predstavitve bom omenil, v kaki revščini je dejansko Herman Potočnik umrl. Bi samo to navedel, da je v tej zapuščini njegovi bilo najdenih 300 jugoslovanskih dinarjev, kar priča, da je takrat bil v kraljevini SHS oziroma kasneje Jugoslaviji in je to bil nekak spomin na mesto in državo oziroma mesto, kjer je bil rojen. Pokopana je bila na Pobreškem pokopališču, žal tudi njen grob ne obstaja več. Našel sem sicer lokacijo in seveda na tej lokaciji je sedaj že več kot 60 let drug grob. Zdaj prehajamo v Slovenj Gradec, kjer je bil rojen Hermanov oče, in sicer leta 1841, ko sem omenil skratka vse te zgodbice v zvezi z Hermanom in Vitanjem in z neko bujno domišljijo, s katero so te zgodbice bile takrat napisane, se je nekaj podobnega zgodilo tudi z krajem rojstva Hermanovega očeta. Tam pred dobrimi 10 leti sem se najavil preko enega znanca, zdravnika, pri enem krajevnem ljubiteljskem zgodovinarju, ki se je naključno pisal Potočnik, da bi raziskal kraj rojstva Potočnikovega očeta. Me je ta gospod peljal v en kraj, oziroma to sploh ni kraj, to je en zaselek z hišo čisto izpod Pece, kjer bi naj bil rojen Hermanov oče. Tudi v tej knjigi, ki jo je uredil doktor Sitar, je celo ena fotografija te podirajoče se hiše v 80 letih prejšnjega stoletja. In seveda meni se je zdelo vse skupaj zelo čudno, da bi nekdo res Bogu za hrbtom v eni taki skromni hiški šel, ne vem, 16 let po rojstvu ali 17 let po rojstvu v Graz študirati medicino. To me je seveda pripeljalo do rojstno-krstne knjige Jozefa Potočnika, kjer seveda je jasno pisalo, da je bil rojen v
Slovenj Gradcu, in sicer v hišni številki 43 na Glavnem trgu. Seveda, medtem se je marsikaj spremenilo v gradbenem smislu, tudi samega jedra Slovenj Gradca, in je bilo potrebno kar preko katastra iz tistega časa in pol sprememb nekako najti to hišo, v kateri je bil rojen Hermanov oče. To sem seveda tudi našel. Ta hiša je sedaj hotel Slovenj Gradec, nekoč se je temu hotelu reklo Hotel Vabo. Tu ga vidite, to je ena fotografija moja črno-bela, in pa tudi spominska plošča, ki jo je na mojo pobudo postavila občina Slovenj Gradec leta 2014, in danes seveda lahko kdo gre tu mimo, to tablo vidi. Jaz sem jo pred tednom dni, ko sem bil nazadnje v Slovenj Gradcu, in ta hiša je neposredno vis-a-vis rojstne hiše Huga Wolfa. Tu je tudi omenjen portret Jozefa Potočnika, ki je bil najden v Angliji. Levo spodaj je omenjena rojstno-krstna knjiga z vpisom in naslovom, na katerem je bil rojen. In tu lahko že preidemo seveda na njegovo službeno pot. Jozef Potočnik je v Gradcu študiral medicino in jo uspešno zaključil v začetku leta 1866. Kot veste, je to bil takrat čas teh prusko-avstrijskih vojn in kot piko na i je Italija hotela zavzeti Dalmacijo in Istro in Avstriji napovedala bitko pri Visu, in v glavnem seveda takrat so avstrijska mornarica, skratka poveljstvo je iskalo jasno, da čim več mornarjev in tudi zdravnikov, in na tak način je bil tudi v to bitko vpoklican Hermanov oče kot zdravnik. Skratka, to je bila velika zmaga za Avstrijo. V glavnem admiral Wilhelm von Tegethoff je postal narodni, nacionalni heroj. Danes, če obiščete Dunaj, na Dunaju najvišjega spomenika nima Marija Terezija, ampak ga ima admiral Wilhelm von Tegethoff na Pratersternu. Skratka, postal je res junak, in seveda tudi njegovi mornarji so, in vsi ti, ki so sodelovali v bitki, so se proslavili, in jasno, da tisti, ki so nekako bili na začetku svoje poti, so seveda tudi karierno zelo hitro napredovali. Jozef Potočnik je postal zdravnik bojne ladje in pol kasneje tudi štabni zdravnik. Služboval pa je v mornariški bolnišnici v Pulju. Bi se še pa tu, zdaj morda bo kasneje tudi stekla debata o tem. Zanimivo je to, da v rojstno-krstni knjigi je Potočnik seveda napisan popolnoma z nemškim priimkom, Potočnik 2G na koncu. In prvič se pojavi slovenski zapis njegovega priimka v poročni knjigi, oziroma eno leto pred tem v poročilu sanitetnem, ki je bil izdan v Fažani. Skratka, on je enostavno, ne vem, se je čutil za Slovenca in je sam začel zapisovati ta priimek v slovenščini. Zanimivo je še to, da v tej rojstno-krstni knjigi z zamikom par mesecev, Herman je bil rojen decembra,
krščen je pa bil šele v začetku marca. To je bil verjetno nek razlog, in sicer ta, da je na krst prišel njegov boter, in sicer njegov stric, očetov brat, ki pa je v tej rojstno-krstni knjigi zapisan z nemško obliko imena. Treba je povedati, da seveda familija Potočnik v Slovenj Gradcu je bila bogata družina, ki se je ukvarjala z usnjarstvom, in tudi je bila familiarno povezana z še mogoče bolj bogato familijo Vošnjakov iz Šoštanja, ki pa so tudi bili usnjarji. Tu je še en pogled na Pulj iz hribčka Montezaro, in tu v levem delu fotografije spredaj je mornariško oziroma ta vojna baza avstro-ogrska. Tu v desnem spodnjem vogalu pa vidite hrbtno stran monumentalnega spomenika, ki so ga postavili v čast viceadmiralu Wilhelmu von Tegetthofu. Danes ta spomenik stoji v Gradcu, na Tegetthof placu, par sto metrov stran od pokopališča St. Leonhard, kjer je pokopana cela familija Tegetthof. Čas je, da preidemo na osrednjo osebo, seveda, komur je tudi namenjen ta večer, in sicer Hermanu Potočniku, ki je bil rojen v Pulju 22. decembra 1892. Seveda spet sem poiskal rojstno-krstno knjigo, ki se hrani v Pazinu, kjer je državni arhiv za področje Istre. In zanimivi so ti rojstno-krstne knjige, katerih starši so bili zaposleni oziroma so bili v službi avstrijske vojske. To so bile posebne rojstno-krstne knjige, v katerih ni bilo zapisano ime oziroma naslov, kje je bil dotični otrok rojen. Tako da žal tudi v Pulji ni mogoče postaviti na določeno hišo spominske plošče, da bi lahko napisali, v tej hiši pa je bil takrat in takrat rojen Herman Potočnik. Žal tega podatka ni, in tudi z pomočjo drugih vzvodov in iskanja, ne vem, naslova Josefa Potočnika so do sedaj bila vsa prizadevanja zaman, tako da zaenkrat žal ne vemo točne lokacije njegovega rojstva. Je pa to predvidoma na področju Svetega Polikarpa, to je predel v neposredni bližini te mornariške bolnišnice. To je precej tak bogat predel bil, zelo lepih vil, žal so danes večina jih je relativno zanemarjena, ampak to je bil res tak imeniten predel, kjer je prebivalo ti visoki častniki in seveda zdravniki, ki so delali v tej mornariški bolnišnici. Zgodilo se je to, da je 14 mesecev po Hermanovem rojstvu oče nenadoma umrl. Imel je, mislim, da srčni zastoj in v 51. letu starosti umrl. Pokopan je bil na mornariškem pokopališču v Puli. To je znamenito pokopališče, ki je tudi zavarovano spomeniško varstveno, in nagrobnik Josefa Potočnika še vedno obstaja in je tudi v tej knjigi ta plošča, da vidim, če ne, grem nazaj.
Samo malo. Nekaj se mi je zalomilo. Takoj bom. Evo, ja. Mislim, da smo, ja. Ja, v redu. Mislil sem, da imam tudi fotografijo tega nagrobnika Jozefa Potočnika v Puli, pa nimam, tako da gremo naprej. Ja, v glavnem, oče je umrl, tam so ga pokopali, ampak mama kot vdova enostavno z 4 otroki ni mogla več preživeti sama v Pulju. Imela je pa v Mariboru mamo in pa brata, ki je bil zelo premožen trgovec, to je bil Jozef Kokošinek, ki je bil tudi znamenit Mariborčan, po njem se je celo do leta 1919 oziroma 18 imenovala ena izmed ulic, današnji Tomšičev drevored. V glavnem, z otroki se enostavno 14 mesecev po Hermanovem rojstvu oziroma kmalu po tem, ko je oče umrl, preselila v Maribor. Imela je status vdove po vojnem veteranu in dobila je seveda nekaj najboljšega, kar je bilo v tistem trenutku bilo možno, in sicer nekaj mesecev pred tem je bila zgrajena na sedanjem Slomškovem trgu poštna palača in drugo nadstropje te palače je bilo namenjeno najemniškim stanovanjem. In enostavno mama je z tem statusom dobila v najem eno izmed teh stanovanj. To tudi dokumentirata dve, en primarni vir in en sekundarni vir. Zdaj, sekundarni vir imate tu reproduciran v sredini spodaj, in sicer Potočnik Marija, doktor z Vitve, bi v nadaljevanju tam moral pisati, dom Gase, številka 7. V glavnem, dom Gase je sedanja Poštna ulica, številni jo poznate, to je zdaj postala najbolj družabna ulica v Mariboru. In v tej ulici je bil stranski vhod v pošto, v poštno zgradbo in pa tudi v poštno blagajno. Skratka, poštna blagajna je bila pri Tličju, v drugem nadstropju pa so bila stanovanja in eno izmed teh stanovanj je bilo dodeljeno Mariji Potočnik in njenim otrokom. Ni bilo tako enostavno razvozlati tega naslova, namreč v začetku ta podatek, ta sekundarni vir je iz enega adresarja mariborskega iz leta 1898. Medtem pa se je zgodilo to, da so se zgodile gradbene spremembe v sedanji Poštni ulici, namreč podrli so dve manjši hiši in zgradili eno večjo in so se v trenutku spremenile hišne številke. Ker danes Poštna ulica nima 7 lihih števil, ima samo 3. 5. bi bila ta vhod v poštno zgradbo, ampak ta vhod je zaprt in sploh ni hišne številke. In skratka, po raziskovanju teh gradbenih posegov se je ugotovilo, da je seveda ta naslov, tako da ni nobene dileme, da je Herman Potočnik preživel svojih 10 let otroštva v mariborski poštni palači. Da preskočim mogoče zdaj v sodobnost, pred 3 leti, ko je bila 125. obletnica rojstva, sem ob svoji 25-letnici moje založbe, skratka Mariboru podaril in namenil to spominsko ploščo, ki vsakega, ki gre tu mimo, da je v tej hiši preživljal svoje otroštvo Herman Potočnik. Druga stvar, ki pa je v Mariboru povezana s Hermanom Potočnikom, je nedaleč stran.
To pa je poprsje, ki je bilo postavljeno pred rektoratom mariborske občine leta 1999, mislim, da leto dni preden je bil prenovljen rektorat. Takrat je bil tudi v Mariboru en simpozij na temo Potočnika in mislim, da je bila to priložnost, da se je takrat to poprsje postavilo. Ja, gremo naprej. Skratka, tu zdaj ni slike šole osnovne, ki jo je Herman Potočnik obiskoval v Mariboru. To je bila 5-razredna deška ljudska šola na sedanjem Slomškovem trgu. Zanimivo je tudi to, da je to šolo obiskoval njegov stric, ki je kasneje bil njegov skrbnik, ta omenjeni odvetnik v Grazu. Po zaključeni tej šoli je leta 1903 začel obiskovati 4-letno šolanje v cesarsko-kraljevi vojaški nižji realki v Bad Fischau pri Dunaju. To je en kraj 60 kilometrov približno južno od Dunaja, tako rekoč ob avtocesti. In ta šola je bila v tem času namenjena prav sirotam, oficirjev, ki so umrli, skratka otrokom, ki so bili brez očetov oziroma staršev. Te stavbe tudi več ni, mislim, da so jo v 60-ih letih podrli in tu na desno zgoraj je spominska plošča, ki je vzidana v sedanji stanovanjski blok in spominja na to šolo. Ta šola je imela v teh različnih obdobjih različne funkcije, v tem zadnjem obdobju od leta 1898 do 1918 pa je bila nižja realka. Potem, ko je zaključil to nižjo realko, se je vpisal v višjo realko vojaško v Moravskih Ranicah. To je obiskoval 3 leta. Maturo pa je opravil v državni realni šoli v Prosnico. To je en kraj, ki je nedaleč stran od teh Moravskih Ranic. Šolanje je nadaljeval v Tehniški vojaški akademiji v Mödlingu. To je bila inženirska vojaška akademija in leta 1913 postal inženirski poročnik, strokovnjak za železniške in mostovne gradnje. Ko je to zaključil, je postal 3-letni vojaški obveznik z, ne vem, še 8-letno rezervnim stažem, ampak zgodilo se je to, da se seveda sredi leta 1914 začela Prva svetovna vojna in bil je vpoklican v vojsko. Tu je tudi dokumentacija, ki sem jo našel v vojnem arhivu na Dunaju, kompletna dokumentacija, vključno zdaj bo tu na levi strani je prvi vpisni list, naslovni vpisni list in pa tudi zadnji, kjer je 18.10.1929 bilo vpisano, da je 2 meseca, mesec in pol pred tem umrl in je s tem bila ta dokumentacija nekako zaključena. V vojski je služboval v 36. cesarsko-kraljevem železniški četi, najprej na srbskem bojišču, kjer je napredoval v nadporočnika, kasneje je bil poslan v Galicijo, znova v Srbijo in Bosno. Zatem je bil na Pijavi in tudi na Soški fronti,
skratka v teh inženirskih enotah. Tu so celo delali na vzletno-pristajalnih stezah. Zaradi tuberkuloze je po koncu Prve svetovne vojne, ki jo je preživel, kljub vsem tem naporom in vsem tem premestitvam, zmes je bil tudi, lahko povem, 7-krat na obisku, od tega vsaj 5-krat v Mariboru pri mami in zmes mislim, da je tudi preživljal Zlatenico in celo nekaj tednov preživel v sanatoriju v Rogaški Slatini. Mislim, da je to bilo leta 17. Zaradi tuberkuloze je bil leta 1919 predčasno upokojen kot kapetan. Tisto prvo obdobje po prvi svetovni vojni je živel v okolici Dunaja, leta 20 pa se je preselil k svojemu bratu, in sicer v Neutorgasse 1, to je v prvem okrožju na Dunaju, in tam živel do svoje smrti. Žal tudi ta hiša več ne obstaja, bila je konec druge svetovne bombardiranja in na tej lokaciji sedaj stoji ena nadomestna zgradba, mislim, da je del avstrijskega ministrstva za kulturo. Od leta 18 je študiral na Dunajski tehniški univerzi. Samo malo. Ja. To je ta zgradba levo zgoraj. Še danes je to tehniška univerza na Dunaju, to je na tem Karlsplacu, ki je eno tako vozlišče poti in vseh postaj podzemne železnice. Tu je študiral na oddelku za strojništvo in tudi na pododdelku elektrotehnike na Tehniški visoki šoli, skratka na Dunaju. Tu levo spodaj je ta zgradba, v kateri je zadnjih 9 let svojega življenja živel. Počasi pa lahko preidemo seveda na njegovo obdobje, kjer je se sva v času študija spoznaval z teorijo vesoljskih poletov in že v času študija je sodeloval v Univerzitetnem društvu za letalsko tehniko, ki je imelo tudi svoj raketni odsek. Seveda je poznal vso dotedanjo literaturo, ki mu je bila na voljo. V tistem času je že Hermann Oberth napisal svojo prvo knjigo v prvi polovici 20. let in jasno, da je seveda on vse to poznal. In vse to je seveda pripomoglo k razmišljanju o njegovih idejah in njegovem doprinosu k teoriji vesoljskih poletov in razmišljanju in pisanju knjige Problema vožnje po vesolju. Leta 1927 se je tudi včlanil v društvo za potovanje po vesolju, ki je bilo ustanovljeno v Breslavu, to je sedaj na Poljskem. Njegove zdravstvene težave so se potencirale, povezane z tuberkulozo in leta 1927 je bil nekaj časa na zdravljenju v bolnišnici
Hochstirl na Tirolskem in nekateri predvidevajo, da je to tudi čas pisanja njegove knjige in tudi risanja vseh teh skic in slik, ki jih je on prispeval v to svojo knjigo. Zelo pomemben podatek je vpisan v prej omenjeni in pokazani vojaški evidenci, in sicer 13. marca 1928 mu je bilo, kljub temu, da je bil on v pokoju, ampak še vedno je očitno kot nekdanji kapetan imel določene obveznosti do vojaščine. V primeru, da je zapustil državo, je moral zaprositi za dovoljenje in 13. marca 1928 mu je bilo odobreno potovanje v tujino. Jaz sem prepričan, da je ta pot bila namenjena potovanju v Berlin, kjer je verjetno že predtem vzpostavil kontakt z založbo, ki mu je nekaj mesecev zatem izdala to njegovo knjigo. Omenil bi, da Hermana Potočnika niso zanimala samo vprašanja povezana z osvajanjem vesolja. V dveh poljudno znanstvenih člankih je razmišljal tudi o koristnosti raziskav, o izkoriščanju razlik v temperaturi morja na različnih globinah in o zamisli nemškega inženirja Börnerja o ladji posebne vrste s pogonom na premcu. Naslov tega članka je Novi tip ladje, ladja na škrge po inženirju Börnerju. Oba dva ta članka sta v tej moji knjigi iz leta 13 in 14 poslovenjena in si jih je seveda možno v tej knjigi prebrati. 27. avgusta 1929 ob 14. uri je Herman Potočnik umrl v bolnišnici Wilhelmspital v dunajskem 16. okrožju za kronično tuberkulozo. 3 dni zatem je bil pokopan na evangeličanskem pokopališču, ki je del centralnega pokopališča na Dunaju. Tu na levi vidite skratka mrliški list in smrtovnica. Desno od tega pa osmrtnica, ki je bila objavljena v Marburger Zeitung, takrat se je imenovala že Mariborer Zeitung, in kjer skratka je zapisana sestra Franci Valentincik, brat Adolf, svak Anton Valentincik in nečakinja Marija Valentincik, ki je živela tudi na Dunaju, kasneje poročena podlisnik. Hermana so pokopali na tem evangeličanskem delu centralnega pokopališča in ves čas po tem, ko se je brat Adolf poročil v 30 letih, pa do kasne starosti Adolfove žene oziroma kasneje vdove, je za ta grob skrbela ta gospa Ilze Jasper Potočnik. Ohranilo se je pismo, ki mi ga je posredoval dr. Sandi Sitar in je tudi prevedeno v tej knjigi iz leta 1968, ko je daljni sorodnik od Potočnika, to je bil dr. Munda iz Slovenj Gradca, z njo kontaktiral in jo povprašal,
o Hermanu in ona mu je v tem pismu pač opisala vse to, kar je vedela. Hermana seveda osebno ni poznala, saj je prej umrl, preden se je ona poročila z Hermanovim bratom, je pa do poznih let skrbela za to grob, ampak v 60 letih je očitno pozabila plačati stroške najemnine groba in v tem pismu je dr. Mundi omenila, da enostavno se nek dan namenila, da mu prižge svečko in več groba ni našla. Seveda zgodba je bila ta, gospa ali seveda je založila ali spregledala, ne vem, opozorilo pokopališke uprave, da je potrebno poravnati stroške najemnine. Skratka, enostavno pokopališka uprava je ta grob, v katerem je bil pokopan Herman Potočnik, dala v najem neki čist neznani familiji. In seveda prva stvar, ki se je zgodila, ko so ti novi najemniki prevzeli to grobno mesto, je bila ta, da so pri kamnoseku naročili nov kamen in vklesali ime svoje familije. In ne vem, ali so že takrat koga pokopali ali ne, to ne vem. V glavnem, s tem je bila zabrisana sled za Potočnikovim grobom. In v vsej literaturi do pred 10 let lahko preberete, da edina stvar, ki je ostala za Potočnikom, je njegova knjiga, da niti grob se ni ohranil. Me je seveda do te mere spodbudila, da sem seveda se avgusta leta 2012 želel te okoliščine izvedeti tudi na centralnem pokopališču na Dunaju. Zdaj, nekateri morda poznate to pokopališče, to je eno največjih pokopališč v Evropi. V 60 letih 19. stoletja je mesto Dunaj sklenilo, da od lokalnih pokopališč v različnih okrožjih preidejo v centralno pokopališče in to je seveda od takrat nastalo pokopališče, ki ne vem, v eni dolžini meri 5 kilometrov, na primer, in je razdeljeno na različne segmente, na staro židovsko pokopališče, na osrednji del, na ta evangeličanski del, na novo židovsko pokopališče in seveda to je ogromno. In če hoče to človek v enem dnevu videti, je skoraj tako rekoč nemogoče. V glavnem, jaz sem se pojavil najprej seveda na tem centralni upravi pokopališča, povedal, da je pokopan v tem evangeličanskem delu, napotili me 2 kilometra naprej in prišel sem do uprave tega pokopališča in ko sem uradnika vprašal po Hermanu Potočniku, seveda z vsemi podatki, ki jih je potreboval, kdaj je umrl, je v vpisni knjigi pogrebov v naslednjem trenutku našel njegov zapis in tudi številko parcele, na kateri je bil pokopan. Ko je pa pogledal v to drugo knjigo teh parcel, je pa bil enostavno tisti osnovni vpis, kjer je bil Herman pokopan, prelepljen z to familijo, ki ima še to grobno mesto danes v upravljanju oziroma v najemu. In njegov odgovor je bil, on je še not. In seveda povedal mi je to grobno mesto, jaz sem s prijateljico šel seveda to iskat, niti ni bilo tako enostavno to najti in v tistem trenutku seveda si lahko mislite to, ne vem, navdušenje, da nekdo, ki ne vem, raziskuje par let zgodbo tako velikega človeka, najde mesto, kjer je pokopan, pa nihče za to ne ve. Jasno, da v naslednjem trenutku me je seveda zanimalo, kako priti do obeležja in vzpostavil sem v nekaj dnevih kontakt z upravnikom
tega evangeličanskega pokopališča, to je en evangeličanski župnik, ki deluje čisto v drugem delu mesta in povabil me k sebi in mi tudi seveda ponudil rešitev. Skratka, na sosednjem grobnem mestu je bila zapuščena grob z spominsko ploščo in je rekel, da enostavno to grobno mesto lahko pokopališka uprava nameni za Potočnika in seveda ni bilo veliko razmišljanja, da seveda sem v naslednjem trenutku se lotil tega projekta in na svojo pest, tudi na svoje stroške to naredil. Seveda sem v naslednjem koraku povabil k sodelovanju Mestno občino Maribor in seveda Mestna občina Maribor je na tej spominski plošči, tem spominskem obeležju, imenujemo ga kenotaf, ker pač zdaj nismo fizično prekopavali ostankov, ampak enostavno samo se je postavilo obeležje in 11. aprila 2014 je bil res imeniten dogodek na najvišji državni nivoju z odposlancem predsednika države, veleposlanikom Slovenije, dr. Andrejem Rahtenom, ki je izjemno tudi zaslužen, da se je vse to zgodilo. Skratka, bil je imeniten dogodek in Herman Potočnik je po več kot 50 letih imel spet svojo spominsko ploščo na Dunaju. To pa še ni vse. K sodelovanju je tudi bil povabljen magistrat mesta Dunaj, tudi predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Avstrije je bil prisoten in naša naslednja želja je bila, da se to grobno mesto posveti kot častni grob in dejansko dunajski župan je z zamikom 14 dni poslal veleposlaniku na Dunaju sporočilo, da je spominsko obeležje kenotaf posvečen Hermanu Potočniku Nordungu posvečen v častni grob in za časa obstoja pokopališča za to grobno mesto skrbi mesto Dunaj. In s tem je seveda za vse večne čase, kot rečeno, dokler bo pokopališče, bo to spominsko obeležje ostalo. In to je tudi, si upam trditi, nekako bil vrhunec tega mojega raziskovanja njegovega življenja. In moram reči, da sem prav zadovoljen, da mi je to uspelo. Skratka, tu bi zdaj počasi zaključil, pa bi seveda bil nekako pripravljen na debato in na vprašanja. Jaz upam, da bom znal na njih odgovoriti. Super, najlepša hvala. Zdaj samo, da se preklopim nazaj. Ja. Kaj moram narediti? ESC? ESC, ja. Ok. Evo, zdaj sem že ven, ne? Je to to? Tako, ja, v redu. Klara ima vprašanje, a se lahko mogoče v živo javiš, Klara, da si vklopiš mikrofon pa postaviš vprašanje? Ja, dober dan. Dober večer. Jaz bi se najprej zahvalila za res zanimivo predavanje. Pa bi vas vprašala, kakšna je torej verjetnost, da je Herman kadarkoli bil v Vitanju? Ta verjetnost je mala. Skratka, ne bi vas zdaj želel razočarati. V glavnem, dejansko moram povedati, da ta zgodba, ki jo je pol sprožil na osnovi seveda omenjenega gospoda, ki je imel korenine v Vitanju in jo je sprožil Dragan Živadinov, ne? Pač to je direktna spodbuda tega gospoda preko Živadinova, seveda, oni so artisti, ne? Živadinov in tudi ta njegov kompanjon, ki je pol sodeloval
In v artizmu seveda si ljudje mislijo, da si je možno tudi seveda ene stvarne podatke izmišljevati in seveda tu je kar nekih pravljic nastalo, ne. Zdaj, jaz imam celo teorijo, da, ne vem, Herman Potočnik niti na razglednici ni Vitanja videl, ne. Zdaj, verjetno mu je kdo od, mogoče babica povedala, da je njegov dedek bil rojen v Vitanju, ker namreč ta dedek, ki je bil rojen 1809. leta v Vitanju, je leta 1880 v Gradcu umrl. To pomeni, da se fizično z Hermanom nista mogla videti, ker Herman je bil 12 let kasneje rojen. Razloga, da bi pa on prihajal na neke obiske v Vitanje, pa niso dokazani. In zdaj ljudje lahko seveda govorijo marsikaj, ampak veste, če se prvi članki o Potočniku pojavijo v našem časopisju leta 68-69, je nemogoče, da bi nekdo zdaj se spominjal, aha, on je pa hodil k nam, ne, pa ne vem, ena zgodbica je bila, kako se je grel v dolgih zimskih večerih na krušni peči v Vitanju, ne, in skratka, take zgodbice smo poslušali, ne, tako za otroke za lahko noč, ne. Zdaj, tudi slovensko on ni znal. V tej dokumentaciji šolski, on se je, mislim, da v tisti višji realki učil celo francoščine in pa seveda češčine, ker tista šola je bila na češkem, ne. Ampak pol v tej vojaški dokumentaciji je pa napisano, da zna samo nemško. Tako da tudi slovensko ni znal, sploh kot rečeno, oče je umrl, ki se je imel za Slovenca, ne, mamina družina pa je bila povsem nemška, ne. Tako da zdaj tu si po mojem ne rabimo delati nekih utvar, niti ni potrebno, se mi zdi, no. Najlepša hvala. Prosim. Zdaj eno aha. Ja, kar povejte. Ja, boste me vi vprašali, ko ste nekaj skratka rekli, da boste. Bo sodelavec, gospod Izidor, eno zelo zanimivo vprašanje postavil. Slabo te slišimo. Slabo slišimo. Zdaj kaj boljše? Še kar čist potiho si. Ja, pa zdaj je boljše že, ja. Se sliši. Evo, živa, eno vprašanje, pač o teh različnih zgodbicah, koliko je pa v bistvu verjetnosti, oziroma če poznate ta del, ali je res po... Bolj zanesljivi in testi trditvene brise opravljajo le tam, kjer je število pozitivnih rezultatov hitrih testov neobičajno. Ja, zdaj nekdo že poročila posluša. Okej, še enkrat, v glavnem ta zgodba, da naj bi po drugi svetovni vojni, zdaj ne vem točno, bom rekel, kroži, da naj bi ali jugoslovanska ali ameriška ali pa tudi, ne vem, zdaj ruska obveščevalna preiskala ta del oziroma stanovanje, ki naj bi živel Herman Potočnik Nordung klet. Je kaj na tem ali ne? A ste to kdaj ugotavljali? Seveda smo se pogovarjali, o tem sem bral tudi. Jaz mislim pa, da je to zgodbica imenovanega Aca Pasternaka, da ne bo zdaj vse letelo na račun onega gospoda iz Vitanj. Seveda, novinarjem domišljija zelo rada dela, ne, in pol tudi seveda hočejo zgodbice zanimive narediti, ne. Zdaj, gre za to, da Potočnik je umrl leta 1929, po tistem se je brat preselil vsaj dvakrat in nazadnje je ta nečakinja živela na Dunaju, ki so jo celo nekateri, mislim, da tam v 90-ih letih obiskali, pa ni nekako hotela kaj dosti govoriti. Mislim, da je izjavila, da je tudi celo svojega strica parkrat v življenju videla v 20-ih letih. V glavnem, jaz mislim, da je to seveda izmišljena zgodba tudi,
Zdaj, to zgodbo so tudi zelo dobro uporabili v onem filmu Houston, we have problem, ne? Če ste gledali, ko ta raziskovalec, ne vem, ki je v Washingtonu ali kje, ali nekje najde to dokumentacijo Nordunga, ne? Skratka, tista hiša, kjer je, kot rečeno, živel, je itak bila bombardirana, zdaj, da bi če bi kakršnakoli dokumentacija bila, bi, na primer, ta Ilze Potočnik Jaspers, ki je temu dr. Mundi leta 1968 napisala to pismo, bi omenila ta dogodek in ga ni. Tako da, jaz mislim, da je to take novinarsko potenciranje zgodbice, da delaš vse skupaj bolj zanimivo, ne. Tudi špekulacije, da bi naj on začel pisati drugi del knjige, tudi ne vemo, ne. No, to sem pa tudi jaz sam pomislil, če slučajno veste tudi kaj na to temo, ja, možnost, ne, v bistvu, ne, kot ste to preiskovali, je možnost, da bi to bilo res, ne, da je celo kaj več. Ampak, kot rečeno, ta gospa bi v tem pismu temu dr. Mundi to sigurno menila, to pomeni, ne vem, tudi če bi, na primer, ta dokumentacija bila pri njej, pri njegovem bratu na XY naslovu, to pomeni, ko se je že 3-krat preselil, bi to napisala, ker saj se ne bi imela ničesar za bati ali karkoli, ne. Tako da, jaz mislim, da je to tudi taka mala za lase privlečena zgodbica, ne. Je pa v tistem filmu luštno izpadlo, ne, in tako smo se nasmejali. Hvala za odgovor, super. Malenkost. Še ima kdo od poslušalcev vprašanje, drugače bomo nadaljevali z našimi vprašanji še. No, jaz bi še mogoče tam omenil, ko sem nekem trenutku omenil, da je v veliki revščini umrl, skratka, na tej smrtovnici je tudi popis vsega, kar je imel. In v glavnem, to so bili neki ponošena oblačila, par stolov, neki 2 reprodukciji, ki jih je imel v tisti svoji sobici. Veste, saj bi tudi takrat, ko še ni bilo CIA, to pomeni leta 1929, bi v tem zapisniku bilo to napisano, ne? Pa ni bilo. V glavnem, za spomin je od svoje mame imel prej omenjenih 300 dinarjev jugoslovanskih. Skratka, tisto celo premoženje, ki ga je imel, je bilo ovrednoteno, ne vem, na 300 ali koliko šilingov. Pogreb pa je stal nekaj čez 400 šilingov. V glavnem, jaz sem pol preračunal po nekih logiki, koliko je to danes denarja, ne, in vse na koncu se bi išlo, ne. Pogreb danes stane tam po mojem, po tam malem, meni jurja pa pol, ne. V glavnem, in to je bilo 400 šilingov, to pomeni 300 šilingov pa je bilo jurja 100 ali kaj takega, ne. To je bilo kompletno premoženje, ki ga je imel, in v bistvu je brat moral financirati, pa s tistimi stoli si verjetno ni imel kaj dosti začeti, tistimi pa z ponošenimi oblekami, tako da v bistvu je v eni veliki revščini ta človek to svojo genialnost in to, kar je naredil, speljal, ne, tako da, mislim, res neverjetno, ne. No, to bi na to. Imaš, Dominik, vprašanje mogoče? Tako, ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, če kdo od ostalega občinstva se ne bi vklopil, bi jaz zdaj postavil mogoče 2 vprašanja. Prvo vprašanje je ta vzdevek, Nordung. Kako je prišlo do tega? Drugo vprašanje bi pa imel zdaj, kako dejansko se je Herman Potočnik podpisoval? A je zdaj on skozi uporabljal slovenski priimek, ali je nemškega, oziroma kakšna je zdaj ta povezava? Se slišimo? Ja, jaz vas slišim, ja. Vi me slišite? Ja, jaz slišim, ja. Ja, skratka, veste, zdaj na zadnji strani knjige sem našel tudi en njegov podpis. In tam se je on podpisal kot Herman Potočnik z č-jem. Zdaj jaz vam lahko to pokažem, ne.
Ne vem, samo tak, se vidi? Evo. To je edini podpis, ki sem ga našel. Mislim, da v tej dokumentaciji vojaški, da se je tam podpisal. Ja, da je uporabljal ta psevdonim Nordung, so spet tudi špekulacije. Zdaj, ta gospa Ilze Jasper v tem pismu piše pač, da zato, ker je bil naklonjen nemštvu. Zdaj, tudi enega momenta tudi nisem omenil, da je on kmalu po koncu Prve svetovne vojne se izpisal iz rimokatoliške cerkve in se priobčil v evangeličansko. Hotel sem tudi na Dunaju v arhivu evangeličanske cerkve v glavnem ta vpis in tudi, ne vem, obrazložitev, zakaj je on to naredil, najti in žal to ni bilo mogoče, ker se določeni arhivi so zaprti 100 let po smrti posameznika. To pomeni, čez 8 let bo možno vstopiti v arhiv, naj me kdo spomni takrat ali pa naj kdo od vas, leta 29, to pomeni 28. avgusta 29 naj potrka na arhiv evangeličanske cerkve na Dunaju in zaprosi vpis oziroma to vpisno polo in obrazložitev, zakaj je on to takrat naredil. Ali, ne vem, res zaradi tega, ker se je imel za Nemca, ali zato, ker je pač take grozote v vojni preživel in je, ne vem, hotel zaradi tega, bilo je tudi neko gibanje, že tam konc 19. stoletja, tudi tu na našem področju, tako imenovano proč od Rima, ko so se Nemci enostavno prepisovali iz rimokatoliške cerkve v evangeličansko. Skratka, točen razlog bo možno razvozlati čez 8 let, ko bo možno potrkati na ta arhiv pa zaprositi za izpisek vsega tega. Zanimivo pa je to, da v tej rojstno-krstni knjigi v Puli, ki se hrani v Pazinu, pa je kot zaznamek napisano ta datum iz leta 19 in odpadnik. Dobesedno odpadnik piše, kot opomba. Zdaj, ali je to s tem kaj povezano, skratka nord ali je z severom, ali, zdaj ena taka zelo luštna stvar je meni, premetanka tega Nordung, če NO črtamo je Ordnung, ki lahko pomeni tudi en red, s katerim je imel morda v mislih vesolje in univerzalni red, ki v njem vlada. Skratka, to so špekulacije. Drugo pa je, v tej moji drugi izdaji, ki je tudi gospa pokazala, tam se jaz, skratka, to je pol oblikovalec dodelal, ampak jaz se malo igram in z numerologijo in tudi z temi podvojitvami črk. Namreč, treba je vedeti, da nemško se Hermann piše z 2 N. Ta Nordung je pa z 2 O. Evo, to, ja. Glavnem, jaz sem pol tudi celo naročil in je na notranjem predlistu je kompletna ta numerološka analiza narejena. Pač to so že malo igrice, seveda, ko človeku dolg čas postane, pa ne ve več, kaj bi naredil sam sabo, če se malo hecamo. Tako da, to so špekulacije, seveda. Kaj pa mislite to? Aha, kar da, ja. Zdaj, mi lahko njega, ko se ga pač slavijo, oziroma ga lastijo tudi ostale države, lahko ga neizpodbitno jemljemo kot Slovenca. A so tudi, recimo, Avstrijci pokazali, kakšen interes, da je pa njih? Ja, seveda, saj Avstrijci so, na primer, mislim, da na 100-letnico njegovega rojstva,
1992. leta izdali poštno znamko. In ne vem, jaz imam tudi tisto eno tako plahto na 4 straneh opisa in obrazložitve, zakaj so oni to izdali, in seveda si ga tudi oni do neke mere lastijo v smislu tega, da pač nekoč je tu bila Avstrija in da je to svoje delo delal na Dunaju, skratka to knjigo napisal. In tudi moram reči, da ta izdaja poštne znamke in ta obrazložitev, ki je bila tam, je bila zelo pomembna, ko smo mi pol dali vlogo na magistrat mesta Dunaj, da se ta kenotaf razglasi za častni grob. Skratka, dokazilo, da so ga Avstrijci v bistvu vzeli tudi za svojega, ne? Hrvati pa tudi, zdaj se zadnjič me opozoril na neki artistični projekt, neke umetnice v Zagrebu, prijateljica pa mi je pred par dnevi poslala tudi link, da so si pa v Puli za, ne vem, geslo za Wi-Fi, so dali prav neko glasovanje, kaj bi si Puljčani želeli za ta prost Wi-Fi dostop, za šifro, pa so imeli Arena, ne, ki je seveda tam najbolj znana stvar, pa še ne vem, 2-3 stvari, in pa tudi Herman, in seveda obveljal je Herman, in skratka, zdaj, če greste v Pulo in se tam priklopite na brezplačni Wi-Fi, morate napisati Herman. Tako da, po eni strani je vse to v redu, ne, zdaj pa, tega, da se je rodil v Puli, seveda ne moramo oporekati. Sta pa bila oba dva starša rojena na področju današnje Slovenije. En se je imel za Slovenca, drugi za Nemca očitno, ne, in kakorkoli je kakorkoli pa je državljan sveta z vsem tem svojim genialnim umom in vsem tem, kar je naredil. Tako da, jaz mislim, da na tak način je treba to jemati in skratka, ga promovirati naprej in delati neke zgodbe, ki so bile začete. Ja, izvolite, gospod Bresar. Dober večer. Dober večer. Jaz imam samo eno vprašanje. Zanima me, kje je dobil denar, da je izdal knjigo? Če mogoče veste. Hvala lepa naprej. Hvala na vprašanju. Veste kaj, zdaj v tistem času 20 let, to je na tem področju brbotalo, ne, to je, takrat je bil seveda, kot sem omenil, Herman Obert, velika zvezda, ne, in je izdal najprej eno knjigo leta 1923, in je v bistvu on bil z tema knjigama pravi mentor in spodbojevalec Potočnikove ustvarjalnosti. Hkrati pa zanimanje je bilo tako, da po mojem ni bil problem najti založnika, bil je naročen na tisto, mislim, da eno revijo, ki je izhajala tam v Breslau, Die Rakete, in da je preko tega prišel do te založbe in on, jaz mislim, da je tudi dobil na koncu nek honorar za to knjigo, seveda. Tako da, s to svojo minimalno penzijo, ki jo je vojaško imel, ne, je verjetno v teh minimalističnih razmerah to naredil, tudi vse te risbe, ki so nastale. On je na primer imel v vseh teh ocenjevalnih polah in v Mödlingu in prej na višji tej vojaški šoli, je imel eno od boljših ocen za risanje. Tako da sva te risbe so tudi njegove in zdaj jaz si upam trditi, da vseeno je dobil nek honorar za to knjigo, ki je že šla, kot je dokazano, oktobra 1928, v sami knjigi pa je napisano, da je šla leta 1929, ne. To vam lahko povem. Hvala lepa. Prosim. Še imamo kako vprašanje publike? Če ne, bi mogoče zaključili še s tem vprašanjem, če slučajno veste, gospod Premzl,
glede na to, da je tudi Tesla živel nekaj časa v Mariboru, ali obstajajo kakšni podatki, da sta se srečali, da sta istočasno bila tam, kot zanimivost? Nista se mogla srečati, zato ker Nikola Tesla je bil, ne vem, 8 mesecev v Mariboru leta 1879. Tako da se nista mogla srečati, ker je pač v samem rojstvu in tem taka razlika, da je to bilo nemogoče. Je pa zanimivo, da so taki zanimivi ljudje v Mariboru preživljali krajši čas ali daljši čas, ali otroštva, ali tudi že, ne vem, jaz mislim, da je prvi vrsti Tesla prišel v Maribor, zato ker pač je potreboval denar, ker ga ni imel za študij, hkrati pa se je v tem mestu začel dolgočasiti, na veliko je karte igral, pa biljard, in verjetno so se mu že začele nekako ideje v glavi, kaj bo on počel in kakšne genialnosti bo vse tej civilizaciji zapustil. Tako da razmišljamo tudi o tem, neki predlogi so, da bomo tudi Tesli postavili celo en spomenik, sicer ne v obliki nekega portretne plastike, ampak eno tako futuristično skulpturo, ampak to je zdaj še vse v nekih povojih. Super, najlepša hvala. Potem bi mogoče res na tej točki zaključili za danes, se vam najlepše zahvalili za to res zanimivo predavanje in upamo, da se kdaj v živo srečamo še v Vitanju. Ja, z veseljem. Moram odkrito povedati, da sem seveda moral malo si osvežiti podatke v zvezi z vsem tem, kar sem razlagal, čeprav so mene stvari jasno ostale v trajnem spominu. Jaz pač vsako leto delam po 2 taka relativno zelo zahtevna založniška projekta in seveda pol se čisto osredotočim v tiste projekte in pol jasno, da nekako trpi memorija projektov, ki so bili izpeljani pred leti, ampak ene stvari imam res v nekem trajnem spominu in me ta zgodba Potočnika mi je res v veliko veselje in nekako tako sem vesel, da je to vse uspelo. Imel sem tudi, ne vem, kar nekaj predavanj na to temo, od Graca, Dunaja, Pulja in pa Ljubljane, in pa tudi razstave, od Ljubljane, Slovenj Graca, v Pulju, v mestni knjižnici je bila razstava, Mariboru, seveda v Celju, tako da se mi zdi, da sem kar nekaj let intenzivno posvetil tej zgodbi. No in mi jo tu zdaj nadaljujemo. In sem seveda tudi počaščen, da ste me povabili, da sem to razstavo napravil o življenju Hermana Potočnika Nordunga na osnovi te knjige in na osnovi tega slikovnega gradiva, ki je bilo res zbirano intenzivno in tudi, veste, to je enostavno v tujini, treba vse plačati tudi, teda ni to tako enostavno, nisem pa imel nikoli dobenega financiranja z dobene strani, razen pol, ko sem knjigo izdal, ne vem, Mestna občina Maribor, neko subvencijo minimalno dala sicer, ampak sicer pa sem res z lastnimi sredstvi vse to počel in tako, z velikim veseljem. Ja, hvala vam res za vaše delo in doprinos. Tako da bi se potem zahvalila vsem, tudi poslušalcem in lahko noč. Lepa hvala, lahko noč.